Po poplavah in plazovih ima tudi Zavod za gozdove Slovenije veliko dela. Poglejte si delo naših delavcev in sodelavcev pri sanaciji plazov. Kam bomo gledali? Odledne še prostora ni za vlagati. Obiskali smo krajevno enoto v Lučah. Drugi sestanek s predstavniki pomoči podjetjem pri zapletenih poplavah. Zdaj tukaj pač smo na terenu v osrčju poplav, ki so se zgodile 4. avgusta letošnje leto. V juliju letošnjem letu je bilo tule tudi kar nekaj neurij, večkrat zapored, po katerih je bilo nekaj drevja tudi podrtega in treba bo pristopiti tudi k sanaciji teh vetrolomov. Potem tudi velik izziv v poplavah so ratali tudi plazovi. Tule na območju občine Luče so zaenkrat 3 večji plazovi, ampak zadeva še ni končana. Še vedno se prožijo, še vedno se odkrivajo nove razpoke na novih lokacijah in vprašanje, kaj bo tam na tistih lokacijah. Zdaj plazovi, ki so v gozdu, se bojo mogli sanirati, les se bo treba pospraviti iz gozda. V bistvu bo tudi to ena od naših prioritetnih nalog. Je pa trenutno težava v tem, ne toliko v sami sečnji, ampak velik problem vidimo v odvozu lesa, ker prometnice zaenkrat še niso vzpostavljene, predvsem za prevoz s kamioni. To je ta največji. Veliko dela. Treba je ugotoviti, kje se bomo lotili hudiča. Traktor je on. Gremo po en traktor v trgovino. Kam boš tam nekje zdaj razala vlaš? Kam bomo gledali? Odledne še prostora ni za bagar. Mora tam zlagati, prikolica preč. Postopoma pa najprej zemljina odstraniti, pa 5 kamionov peljati stran, ali pa 10, ali pa 15, ali pa 100 kamionov stran peljati, pol, da še lahko prideš do enega hločka, da ga daš stran. Sem inštruktor pri Zavodu za gozdove za varno delo z motorno žago. Tle smo prišli pomagati nekaj dni, kar je potrebno takega malo bolj posebnega za požagati. Smo na enem plazu, na vršaju tega plazu, kjer bomo ta vršaj očistili težkega drevja oziroma vse razžagali, da v primeru, ko ta plaz zadaj za nami, ki se predvideva, da se bo še sprožil, da nam bo ta drevje zabasal tle spodaj ta plaz in naredil jes in pol, da se to zajezi, pa poj se to sprožil, ker so spodaj hiše. Računamo, da kakšna tretjina dreves je zgoraj, vse to gre lepo počasi, ne smeš to utrujen delati. Smo zjutraj danes šli bolj zgodaj, 4 od doma, ker smo danes začeli, drugače pa to bo že. Vse vmes je treba popiti, pojesti. Pa itak to moraš vsak drevo posebej pretihtati, pa pogledati te napetosti, tako da nekega hitrega žaganja tako ni. Moraš biti pa pripravljen fizično, pa psihično tudi obvladati to tehniko žaganja, zato da imaš čim manj možnost, da se kaj naredi. Ste že kdaj delali na tako velikem plazu? Toliko kompliciran, pa toliko veliko, kot tle ne. Posamezne te plazove, vetrolome, seveda že, jaz sem že bolj star. Ampak tako, kakor je tle in če greš to naprej dol, to so res razsežnosti, ki ne moreš razumeti, če ne vidiš.
Sej bolj delaš z motorko, lažje spiš. Danes bom bolj spal, kot sem včeraj. Malo ne veš, kam boš prišel, malo te skrbi. Bo pa poj na konc, ko bomo pač to končali, bomo bolj zadovoljni. Kako pa za vas skrbijo, kar se kosila in podobnih stvari tiče? Ja, odlično, kosilo je to res super organizirano. Mi smo bili presenečeni. Bili so makaroni z omako, golaš, super. Vzameš, se naješ, kar hočeš, zapit, voda, vse je odlično organizirano. Kava, čokoladca na vrh, nimaš božbe. Ja. Nagledali pa smo se tudi helikopterjev, ki pomagajo na terenu. Smo pač turistično atraktivno območje tudi, a ne? Ljudje si želijo priti tudi zdaj, bi radi prišli turisti, a ne? Ampak jaz vsem, ki imate namen priti na naše območje oziroma si želite, toplo priporočam, da s svojim obiskom počakate. Ogromno gasilcev, ogromno drugih skupin iz tujih držav in je res v bistvu vsak avto, ki ni namenjen sanaciji, na nek način kot več. Probimo res narediti maksimum, dati od sebe za ljudi, predvsem pa naj vsak terenski delavec dela v smeri, da bo pač koristen, da bo strokoven, predvsem pa, da bo delal varno. Se mi zdi, da v takih razmerah je res varnost na prvem mestu, vse ostalo pa pol. Greva delati gužvo proti domu. Adijo.